To je resno opozorilo in poglejte, tudi v Evropi, v evropskih projektih, evropski denar financira določene raziskave, vendar pa je treba vedeti, da raziskave, ki jih financira Evropa, na katere se mi prijavljamo kot evropske projekte, to se pravi 6., 7. okvirni program, zdaj 8. okvirni program, ki se imenuje Obzorje 2020. Ta denar, ki je temu namenjen, je pravzaprav predstavlja samo 3% celotnega denarja, ki je v Evropi namenjen raziskavam. Ostali denar so nacionalni projekti. In seveda nacionalni projekti, kot recimo projekti, ki jih daje Anglija, ki jih daje Francija, ki jih daje skandinavske države. In te nacionalni projekti so močni. Če Slovenija kot država ne bo nacionalnim projektom dajala denarja in nas bo pošiljala v Evropo po denar, je konec. Ker ta denar pa vzamejo, seveda najboljši, konkurenčno se povečuje, če daje Nemčija vedno več za raziskave, Avstrija več za raziskave, skandinavske države več za raziskave, bodo te raziskave boljše, zato bodo bolj konkurenčni. Boljše bodo pa zato, ker imajo doma močno osnovo, močno kader, infrastrukturo in predvsem pa kader, ki tam ostaja in ki ga je dovolj in se razvija. Mi pa ne moramo, kot rečeno, če določene skupine ne dobijo več denarja, bodo prenehali obstajati ali pa bodo životarili, kar je še hujša politika, da se razdeli ta denar na majhne denarce in potem vsak neki majhnega dela, kar se zdaj dogaja. Skratka, treba je vzdrževati eno znanstveno sfero, ampak ker ni denarja, jo životari. In životari tako, da niža svojo kvaliteto in s to bo pa še manj konkurenčna v Evropi. In ne bo mogla tudi imeti dostopa do tistih 3%. In tudi tam je konkurenčnost, kot smo danes slišali v izvajanju magistra Valaska z ministrstva, ki pokriva mednarodno povezovanje oziroma evropsko sceno. Tudi tam je uspeh na teh projektih se iz 10%, okrog 10%, od 20 se znižuje na 10, se znižuje na 4, odvisno od področja. Najbolj odlični projekt, odlična znanost se pravzaprav financira iz ERC, to je European Research Council, to se pravi znanstveni svet, ker pa Slovenci, če smo dobili 2 projekta do zdaj v vseh teh letih, kar pomeni, da naša znanost ni dobra, res ni odlična. In če zmanjšujemo denar, bo še slabša in mi ne bomo imeli več dostopa do evropskih sredstev. Danes je bilo predstavljeno, koliko je veliko prijav. S tem se ministrstvo seveda hvali, krasni smo, se prijavljamo, vendar pa ni bilo podatka, koliko smo pa pri tem uspešni. In se bojim, da bomo zmeraj manj uspešni. Prijavljamo se, uspešni pa ne bomo. In potem lahko zapremo tudi doma, ampak do tega absolutno ne sme priti. In bomo naredili vse možne apele, tudi Svet za znanost in tehnologijo, pa ostali raziskovalci, da bomo lahko prepričali vlado, da mora v ta resor vložiti več denarja. Ker če se tukaj na znanju štedi, če se na znanju misli, da bojo kaj privarčevali, pa da bodo ministrstva združevali na račun plač par administratorjev, je to neumnost, če na teh mestih ne bodo dobri ljudje, ki bodo vedeli, kaj narediti in kako pravzaprav doseči, da bo vlada dala več denarja za znanost. Tudi stvar ministrstev, dobrih ministrov, stvar dobre podpore, ki imajo ministrstvo. Skratka, ministrstvo mora biti vidno, glasno in dobro argumentirati, da se bo vlada kot celota odločila, da je ta resor pomemben za njen obstoj.